Sočo poznamo kot rehabilitacijski center, zavod za invalide, manj pa kot raziskovalno ustanovo, kjer domujejo sodobne rehabilitacijske naprave, rehabilitacijski roboti, tudi taki, ki so plod domačega znanja. Neurorobotika ima posebno mesto v rehabilitacijski robotiki, katere cilj je povečati intenzivnost terapije v primerjavi s konvencionalnimi terapevtskimi postopki. Za urjenje hoje se uporabljajo eksoskeleti, roboti s končnimi efektorji, ki so v stiku le z nogami hodeče osebe, in kooperativni roboti. Posebni robotski mehanizmi omogočajo urjenje ravnotežja med stanjem, vstajanjem in hojo. Več o tem pa bomo danes povedal gost. Profesor dr. Zlatko Matjačič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, redni profesor biomehanike na Univerzi v Ljubljani in vodja enote za raziskave in razvoj na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani. Dr. Matjačič je tudi prejemnik nagrade Zlati znak Jožefa Štefana za izjemen prispevek k znanosti v svoji doktorski disertaciji, prejel pa je tudi Puhovo nagrado za odličnost pri prenosu novih znanstvenih spoznanj v inovativne izdelke. Izvoli. Hvala lepa, jaz sem že uživčen, tako da, hvala lepa profesorici Kajlo za lep uvod. Všeč mi je ta uvod bil tudi zato, ker ta uvod je bil zastavljen precej široko, jaz se bom pa danes majčkeno omejil v svojem predavanju in sicer bi vam rad povedal zgodbo oziroma pogled inženirja, ki skozi neko obdobje 30 let je začel kot inženir, ki zelo ozko gleda na recimo robotiko in vsakega problema, ki smo se lotili, smo rekli, kako bi to čim bolj komplicirano naredila, kako bi to čim bolj zajeli, da bi čim več bilo not. Vendar pa smo pa skozi leta nekako počasi ugotavljali, da mogoče pa res ni potrebno vedno komplicirati in zdaj ta naslov, ki ga vidite, prenos znanstvenih dognanj v medicinske naprave oziroma v našem primeru v rehabilitacijske naprave in potem ta, bi rekel, nadaljevanje moč enostavnosti. To je pravzaprav zgodba, ki bi jaz danes rad podelil z vami in sicer predvsem na primeru ene naprave, kjer bom pokazal, kako lahko iz nekaj zelo kompliciranega rata nekaj precej enostavnega. Torej, danes vam bom najprej pokazal, glede na to, da predvidevam, da tu ni nikogar, ki se s tem področjem prav zelo dobro pozna. Omejil se bom na rehabilitacijske robote, predvsem v smislu hoje, ponovnega učenja hoje. Predstavil bom določene naprave, ki so v klinični praksi. Če rečem, da so v klinični praksi, to pomeni tudi, da so medicinske naprave, da so šle skozi rigorozen proces certificiranja. Nadaljeval bom s kritiko, ampak tu kritika ni mišljena kot nekaj negativnega, ampak bolj nek kritičen pogled na to, kar trenutno obstaja in zakaj recimo mislimo, da to, kar trenutno obstaja, ni v redu, pa ne toliko iz tehničnega vidika, ampak predvsem z vidika dostopnosti. No, potem pa bom predstavil nekaj, čemur spreminjamo ime. Najprej je bilo to nek KISS device, ta KES, malo udira na KISS, ko to izgovorimo, se sliši KISS, kot poljub. Torej, primer, kako lahko iz ene zelo kompleksne stvari pridemo na nekaj izjemno majhnega, modularnega in s tem tudi zelo verjetno bolj dostopnega. Potem vam bom pa pokazal še primer ene naprave, ki je pa zdaj že v prodaji in v klinični praksi že več kot 25 let, rečemo, okrog že 25 let. No in končal bom to predavanje z razmislekom o tem, kako lahko recimo, ko se lotimo razvoja rešitve nekega problema z inženirskimi orodji, kako lahko, torej, kaj se moramo vse vprašati, da ne kompliciramo preveč. Zdaj, zelo na kratko o rehabilitacijskih robotih. To so naprave, ki jih lahko uporabljamo v dveh kontekstih. Eno je neurorehabilitacija. Pri neurorehabilitaciji gre pravzaprav za ponovno učenje gibanja. Torej, tam robot služi za to, da
pacientu, rehabilitantu omogoči izvajanje nekega giba, recimo hoje v našem primeru, in to na način, da podaja mehansko pomoč samo v tej meri, kolikor je nujno potrebno. Vedno pri rehabilitaciji težimo k temu, da človek čim več pa čim bolj sam dela. Ne? To je tisto, kar v resnici vodi v ponovno učenje gibanja po neki nevrološki poškodbi, možganski kapi, spinalni poškodbi in tako naprej. Potrebno je začeti dosti zgodaj s tako rehabilitacijo. In to, kar sem prej rekel, ta assist is needed, ne, podpora je to. Človeku moramo dati samo toliko, kolikor rabi, da, torej, zato so izvedenci terapevti. Terapevti vedo, ne? Tudi če terapevti to počnejo sami, brez robotov, je njihov princip popolnoma enak. Ne? Manualno pomagajo pri človekovem gibanju samo do tiste mere, da človeka motivirajo, da recimo nek gib dokonča ali pa da ponavlja. Pri neurorehabilitaciji ne, govorimo o plastičnosti živčevja, ampak za to plastičnost, torej da se človek začne neke vzorce spet učiti se, potrebujemo po 1000 in več ponovitev. Te gibi morajo biti pa ne smejo biti, torej to ne sme biti avtomatizirano do te mere, da je kinematika popolnoma enaka. Ne? Se pravi, moramo dopuščati malo variacije pri tem. Ta drug vidik je pa, ko robot služi kot naprava, ki pomaga. Se pravi, ko se neurorehabilitacija konča, človek pride na nek nivo funkcioniranja in če ta nivo funkcioniranja ni zadosten, takrat potrebuje nek pripomoček. Zdaj, verjetno pač ste že videli recimo pripomočke, najbolj bi rekel tak rudimentaren pripomoček je palica, bergla, ne? To so te pripomočki. Dan današnji pa recimo v kontekstu hoje govorimo o eksoskeletih, ki recimo aplicirajo torej, neko pomoč, neko silo v določenih sklepih. In potem seveda cilj je recimo, da se izboljša simetrija hoje, zmanjša energetska poraba in tako naprej. Zdaj pri neurorehabilitaciji imamo nekaj principov, ne, ampak skoraj vedno gre, če govorimo o neurorehabilitaciji, ki je podprto z robotiko. Torej tu vidimo nekega robota, ne, to je robot Lokomat od podjetja Hokome. To je pravzaprav prvi robot, ki je bil v resnici razvit, certificiran in dan na tržišče. Ta robot je star danes že 25 let. Takrat, ko je prvi na tržišče, je bil ta robot v resnici popolnoma kinematično vodena naprava. Ta robot je pomagal v kolkih in v kolenih. Človek je hodil na tekočem traku, to bomo videli malo kasneje. No, potem pa seveda se je hitro pokazalo, da morajo take roboti biti majčkeno bolj variabilni. Ne? Torej, v smislu vodenja, ne, tu imamo nekaj v občinstvu, imamo tudi ljudi, ki se ukvarjajo z vodenjem, z kontrolo, avtomatiko in tako naprej. Torej, če gremo iz pozicijskega vodenja, ne, ko je kinematika fiksna, gremo na drug del spektra, recimo, ko je to vodenje po sili ali pa po navoru, po momentu, ali pa nekaj vmes, neko impedančno, admitančno vodenje. No, ampak recimo, če gledamo zdaj pacienta kot centralni del tega procesa, pacientu je potrebno dati neko nalogo, ki je dovolj zanimiva za to, da bo človek naredil tistih 1000 ponovitev, o katerih sem prej govoril, pa ne samo, da bo naredil 1000 ponovitev, ampak da bo to ponavljal več dni. Taka rehabilitacija lahko traja mesece. Torej, človek nekako to služi za neko motivacijo, človek poskuša pač narediti sam, robot pomaga, različni načini vodenja so različni načini delovanja. Meri se zdaj, kaj sta robot in človek skupaj naredila in potem, zdaj, danes je zelo popularna umetna inteligenca. Ne? Zdaj, umetna inteligenca bi tu nekje noter prišla. Ne? Se pravi, da se pogleda, kaj torej robot in človek izvajata gibanje, hojo in potem iz različnih signalov, tako fizioloških človeka ali pa z mehanskih z robota, pridemo do nekih cenilk in na osnovi tega spremenimo delovanje robota. Ne? Vse pa teži k temu, da bi se človek čim hitreje naučil nekih vzorcev, ki jih recimo terapevt želi.
če pogledamo, če večkrat pregledamo tole tu na levi strani, temu rečemo FAC, to je Functional Ambulation Category v kontekstu hoje. V kliniki imajo zelo radi neke lestvice, ki so precej enostavne. Se pravi, ta lestvica gre od 0 do 5 ali pa od 1 do 6. V tem primeru imamo od 0 do 5. In zdaj recimo, če je nek pacient po FAC 0, to pomeni, da ga 2 terapeuta recimo ga morata podpirati. Ne? Potem recimo 1 pomeni, on že lahko en del teže drži sam, pa spet potrebuje pomoč 2 terapeutov, 2 pomoč enega terapeuta in tako naprej. Ne? Zdaj pa, če gledamo tule po abscisni osi, imamo pa zdaj različne robotske naprave ali pa pripomočke. Ne? To se pravi, v tem primeru imamo človeka, pacienta, rehabilitanta nekje na posteli, pa ta robot izvaja neko gibanje, ki je v tem začetnem delu omejeno na to, da se ohranja gibljivost sklepov, da se raztegujejo mišice in tako naprej. Se pravi, tukaj niti ne govorimo o nekem učenju še. Potem, ko gremo pa višje gor, s to funkcijo, imamo pa tudi različne načine. Zdaj, to se pravi, tole tukaj bi bil tisti lokomat, ki sem vam ga prej pokazal, pa potem recimo še više, ko gremo gor, so tako imenovani end-efektorji, kjer človek stoji na takih robotiziranih ploščah in mu te nekako potem vsiljujejo gibanje, medtem ko pa vsi ostali sklepi, torej razen stopal, so pa prosti. In tam že mora rehabilitant imeti dovoljšno kontrolo, da lahko kontrolira gibanje v teh sklepih. No, potem še više, ko gremo, potem pa gremo iz teh stacionarnih naprav na tako imenovane overground. To nikoli še nisem uspel ne slišati, ne sam najti neko dober izraz. Overground v angleščini je lušten izraz, v slovenščini je pa hoja po tleh, recimo. Kje če pa zdaj bi drage hoja po tleh. Ampak važno, da vemo. Torej, potem više, ko gremo gor, gremo ven z teh stacionarnih okolij v okolja, rečemo tako, ki bi rekel, neka funkcionalna hoja. Pa potem tule recimo nimamo nobenega spreminjanja gibanja smeri, medtem ko tu pridejo čedalje kompleksni vidiki te hoje v poštev. No in zdaj bi bilo dobro, da se to premakne naprej. Ja. No in zdaj tule... Robert is a rehabilitation robot designed to attend to the early mobilization of patients who are confined to their beds. It is important to initiate rehabilitation as early as day 1 of a patient's hospitalization, even though the patients may be weak and incapable of getting out of bed on their own. The practical design of Robot means that it can easily be moved from one room to the next. Therefore, the patient can remain in bed and focus on the therapy, thus avoiding the transfer to a training facility or to another bed. Robot is very easy to start up. Just plug it into an ordinary socket outlet. Robot will then perform a safety test, and thus neither patient nor therapist need worry about safety. A brace will be attached to the patient's lower leg. Then Robot will be rolled up to the bedside and positioned by the patient's legs. The foot brake is activated and Robot will be ready to provide therapy. The therapist directs the robot arm to the brace. The two parts are easily linked up by pressing the robot arm's coupling link onto the brace. The therapist will then push record before performing an individual exercise that is particularly beneficial for this patient. The extent of Robot's pattern of movement is not limited to a set of predefined exercises or directions of movement. When the therapist has demonstrated the exercise, she will press play, and Robot, having copied the exercise, will repeat the movement a suitable number of times. Obviously, it is possible to pause the exercise should the patient need a break. Currently, the therapist must perform such exercises manually by repeating activation of the patient's leg into, for instance, flexion, abduction, or rotation. Having Robot as her assistant, the therapist will instead have time on her hands to carry out other tasks. Such time could, for instance, be spent talking to the patient or carrying out other patient-related work in the wardroom. Moreover, the physical strain on the therapist will be reduced, and thus the risk of work-related muscular pain will be significantly minimized, and all the while, the patient will receive optimal physical training. Studies on intensive care patients have demonstrated that the provision of early mobilization will mean that the patient's physical function will have improved when they leave the intensive care unit.
It can be concluded that early mobilization is decisive for the optimization of the patient's subsequent development. Early mobilization and very early mobilization contribute to enhanced blood flow and may bring about a reduction in stiff joints, the risk of blood clots, pressure sores of buttocks and heels, further muscular reduction, the risk of pneumonia. Together, the enhancement of the patient's blood flow and the minimization of the risk of complications will mean a reduction in inpatient stay. It will be feasible to treat more patients per bed per month. Robert is on an important mission, namely to upgrade patients' early mobilization, to improve the healthcare staff's working environment, and to achieve There is no increased better way patient to flow. provide targeted therapy for people with walking impairments. Compared to conventional gait training, up to 20 times more repetitions are feasible with Lyra. This gives patients the most effective gait therapy and therefore the best chance of achieving independence. The sophisticated concept starts. Everyone deserves to live their best life. If you can't walk, we want to help you learn to walk again. Exo is a robot that you can wear that provides power to the legs. Exo is FDA cleared to help physical therapists treat people recovering from stroke and other conditions that have caused them to lose their ability to walk. Every design choice in Exo was made with one goal in mind: create a rehabilitation tool for PTs to help you get more and better steps. Exo has adjustable hardware to make sure it can fit all kinds of patients quickly. PTs use Exo to adapt your treatment and keep challenging you through all stages of your rehab journey. We're rethinking rehabilitation, but we still have the same goal: to help you take your life back. No in potem se premaknemo naprej, zdaj ta naprava, ki je tu pokazal Maja Sud, tu pa že gremo na exoskelete moderne. Mein Name ist Lorenz Schwärzler, ich bin 51 Jahre alt, habe mit 19 einen Halswirbel gebrochen und bin seither inkomplett querschnittgelähmt. Mit dem Maya-Sud gibt es hin und wieder etwas, das man verbessern kann, aber im Wesentlichen funktioniert es extrem gut. Und für mich war es so, ich glaube, bei der dritten Session hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt damit losjoggen will. Training oder das Gehen mit dem Maya-Sud macht mir darum so viel Freude, weil ich beim Gehen keine Schmerzen mehr habe. Und das Gehen mit dem Maya-Sud, das fühlt sich für mich an, ich glaube, das nächste ist wie Fliegen. Ich glaube, torej ta zadeva ReWalk, to je pa ena ameriška stvar. Zdaj obstajajo tudi videi, ampak jaz sem namenoma tu pa vzel en tak filmček, demonstrativen. To je naprava, ki obstaja, čeprav tu vidite kot neko risanko. Torej, motorji in kontrolne enote so okrog pasu nameščeni, bovdenska povezava in potem imamo aktuacijo v gležnju, aktuacijo odriva, aktuacijo dorzalne fleksije stopala, zato da zdaj odvisno od tega, ta robot je specifično, oziroma ta exo obleka je specifično namenjena pacientom po možganski kapi, ki imajo po koncu rehabilitacije še nek deficit. Bodi si padajoče stopalo, pa potem ta sprednji del to pomaga, bodi si torej odriv, ki ni dovolj izdaten. Seveda potrebno je pri hoji, pa sploh pri gibanju je potrebno pravilno zaznavati posamezne faze hoje. Zato, ker če tega ne zaznamo pravilno, potem tudi te motorji pa to vodenje ne more delovati sinergistično s človekom. Zdaj prav specifično pri odrivu je stvar pravzaprav najbolj kompleksna z vidika vodenja v tem, ker odriv je en tak dogodek, ki se zgodi praktično hipoma, pa v naši hoji, če boste sami hodili, pa boste to probali, boste videli, da v resnici naša hoja je stacionarna, ampak še vedno imamo določeno mero variabilnosti in ta variabilnost v tem odrivu lahko pomeni zelo veliko razliko. A ta pomoč pomaga ali v resnici zavira.
Dobro, no potem pa še zadnja stvar, ne? Torej vse, kar vam do zdaj kažem, to so vse naprave. Balanceability is essential for the performance of almost every kind of physical activity. Orthopedic and neurologic injury or diseases detrimentally affect this ability. Automatic postural responses must be targeted and practiced through exposure to controlled and customized unexpected perturbation, such as compensatory step practicing. Traditional therapy almost totally ignores automatic postural response training. This is because of safety and technology issues preventing the use of unexpected perturbation. The Balance Tutor system by Meditouch utilizes the clinical power of controlled perturbation and reactive response training, giving clinicians a safe, high-technology solution. The Balance Tutor mimics a real-life challenge as the platform moves in a medial, lateral, forward and backward direction while the patient is standing, walking and even running. A harness and stop button are there for safety. The perturbation can be customized to the stance or swing phase within the gait cycle, allowing the therapist to focus on a vast range of clinical indications. The Balance Tutor is used in many rehabilitation clinics around the world, treating neurological, orthopedic, vestibular rehabilitation, prosthetic fitting, sport injuries, and even falls prevention in the elderly. The Balance Tutor is the only CE and FDA certified system that provides safe reactive response training for physical rehabilitation. The Balance Tutor allows you to achieve optimal recovery and improve quality of life. Ampak vse, če zdaj pogledamo, lahko vidimo eno stvar. Da prva recimo ugotovitev je ta, da vsi ti roboti, od začenši s tistim Robertom, pa potem če dalje manj, imajo velik stopenj prostosti. Vsaka stopnja prostosti v recimo nek servopogon v industriji je nekaj tisoč evrov. Servopogon kot v medicinski napravi je pa krat 10. To se pravi, čisto enostavno, če ima ta robot 7 stopenj prostosti, potem bojo sam te pogoni nanesli 70 000. To se pravi, mi govorimo tukaj o naprava Lokomat stane, torej bolnišnica, cena za bolnišnico enega Lokomata je 500 000 evrov. Cena tegale Roberta je 250 000 evrov. Torej, to so zneski, pri katerih se je treba vprašati in odločevalci se to sprašujejo. Odločevalci so pa recimo v Sloveniji Zavod za zdravstveno zavarovanje, v tujini privatne zavarovalnice, uprave bolnic, lastniki bolnic se enostavno vprašajo, ok, mi bomo zdaj investirali 500 000, treba bo usposobiti terapevte. Kdaj bo return of investment, to je ena stvar, to se pravi, to gledajo predvsem ta poslovni del bolnišnice, ta strokovni del bolnišnice pa gleda, a mi kaj v resnici s tem dobimo. A bo rehabilitacija kaj boljša, bo človek kaj funkcioniral kaj boljše. Višja, ko je cena, bolj, ko je kompleksna stvar, bolj so ta vprašanja pereča. In seveda zdaj Evropa je rekla, ne vem, kje sem to slišal, ampak nekako približno tako gre, da US innovates, Chinese produce and EU regulates. Skratka, ta del EU regulates. Ta EU regulates, zdaj smo pa res to zregulirali toliko dobro, da recimo zdaj MDR, če pogledamo, je, naprimer, vi, če hočete danes si zamisliti neko novo napravo, v smislu neke nove terapije, vi tudi izven rehabilitacijske robotike, morate narediti klinično študijo znotraj postopka certifikacije. Klinična študija je pa odvisna. Tu pa spet govorimo o redu velikosti od 50 000 evrov do 500 000 pa do več milijonov lahko taka klinična študija stane. Torej, to so vse, bi rekel, vložki na začetku in na koncu se postavi vprašanje, po vseh teh silnih milijonih, produkt je razvit, potem pa pridemo do končnega uporabnika in končni uporabnik ni samo pacient, ampak je tudi terapevt, je zdravnik, je bolnišnica, ki to kup. In potem kar naenkrat se zgodi, recimo tako, kot se je zgodil z enim našim produktom oziroma z eno našo rečjo, ki je bila produkt, da po nekem času klinične uporabe se izkaže, da je zadeva prekomplicirana za uporabo ali kakorkoli in se več enostavno ne uporablja. In potem prodaja zamre. Torej,
To recimo je tole tukaj. Ne? In kaj zdaj to pomeni? Ne? Treba je čisto enostavno stvari poenostaviti. Kot je Einstein rekel, ne? Make things simple but not simpler. To se pravi, tudi pri poenostavljanju ne smemo pretiravati. No in zdaj prihajamo do tega tu. Ne? To se pravi, zdaj neka smer je ta, ne? Namesto da, torej moramo se premakniti iz teh nekih aktivno servo controlled degrees of freedom na nekaj, kar je pasivno, aktivno, pasivno, pasivno, aktivno. In kaj s tem mislim, bomo pa videli na teh dveh primerih. Ne? En je tale KISS, en je pa balance trainer. No in pri KISS-u, mimogrede, kaj KISS pomeni? Kinetic Energy Exchange System. Jaz se vedno rad igram, pa nekaj akronim dajem, pa tako. No in tukaj je bil cilj, torej, zgodba govori o dinamičnem urjenju ravnotežja, torej tisti sistem Tutor, ki ste ga videli, ki stane 200.000 evrov. Pa ne gre samo za ceno, ampak gre tudi za to, na kakšen način lahko različne stvari uporabljamo. No in perturbation-based training, torej to je trening, ki se je v klinični praksi izkazal, da je tisto, kar se potrebuje. No in kako je to izgledalo pri nas? No, zdaj, če pogledamo, sem še na kratko, dinamično ravnotežje pri bipedalnih hojah. To se pravi, človek hodi in zdaj kakršnakoli motnja se pojavi, bodi si v obliki nekega sunka, vi se v nekoga zaletite na postaji podzemne železnice. Dobro, to se v Ljubljani pa v Vipavi ne more zgoditi, ne? Ampak po svetu se to dogaja. Ne? Ali pa imate recimo nek zdrs, ali pa človek se spotakne, kakorkoli, čim pride do nekega tazga, neke take motnje, je potrebno na to reagirati. In da bi človek, nekdo po neki nevrološki poškodbi znal reagirati, na to pravilno more vaditi take stvari. Ne? To se pravi, potrebujemo okolje, v katerem bo to lahko na varen način bomo vadili. Ne? In mi smo rekli, super, mi bomo se lotili tega na način, da bomo izvajali motilne sunke v višini medenice. Nekje v višini medenice je približno težišče hodečega človeka in smo razvili eno takole napravco lušno, to se pravi, tule je ena taka objemka, ki objame hodečo osebo, pa 6 servomotorjev, 6 lušnih servomotorčkov. Zadeva je stala, rečemo, 50-60 tisoč evrov, samo material, pa kje je zdaj še tu delo in tako naprej. Ampak vseeno ta zadeva je odlično delala. To je admitažno vodena naprava in zdaj različne stvari smo z njo lahko delali. Človek hodi po tekočem traku, lahko izvajamo različne motilne sunke, lahko simuliramo zavoj, lahko razne stvari delamo z izvajanjem sil in momentov v enem takem haptičnem načinu. No in zdaj je bilo to predavanje bolj poljudno in naj tako tudi ostane. To se pravi, zdaj ne bom vam šel tega razlagati v podrobnosti, ampak vsem se mi zdaj pa potrebno pri tej zgodbi povedati to, da tule imamo ene take karakteristične odzive. Tu imamo gor prijemališče reakcijske sile podlage, gibanje težišča, reakcijska sila, kako izgleda. Tu v temle delu to označuje neko perturbacijo in potem ta dva stolpca kažeta na različne odzive po delovanju take motnje v smeri levo ali desno pri različnih hitrostih hoje. In ena stvar, kar tukaj vidimo, je to, da če hitrost hoje majhna, 0,4 metra na sekundo je zelo počasna hoja, to je hoja recimo enega torej preživelega po možganski kapi na začetku rehabilitacije. Kar vidimo torej tu je cikl hoje, ponavadi cikl hoje delimo, dostop leve noge, pa desna noga, pa spet leva noga, to je en cikl hoje. In zdaj recimo človek dostopi na levo nogo in v tem trenutku ga potisnemo na levo stran. Zdaj, če človek, to zdaj so zdravi ljudje, to ni pacient. Vidimo, če človek hodi počasi, se nekaj zgodi že takoj na stojni nogi. Vidimo, da se ne nekaj, zgodi se kar veliko. Težava je, da je to dol padlo, ampak težava počasne hoje je, da je
veliko bolj zahtevna v smislu vzdrževanja dinamičnega ravnotežja. Pri hitrejši hoji je malo drugače. Pri hitrejši hoji stopimo, dobimo ta sunek, potem pa kar z naslednjo nogo stopimo malo drugače in to zreguliramo. Potem smo pogledali, zdaj vam seveda malo kažem te študije, da vidite, da torej z znanjem podprti razvoj, da si kar ne zmislimo, kaj bomo zdaj poenostavili. Potem smo pogledali podobne stvari kot pri zdravih ljudeh, smo pogledali pri skupini, eni veliki skupini 60 pacientov po možganski kapi, torej, ki okrevajo, in vsi so imeli ta Functional Ambulation Category 5. So jih vse ocenili kot praktično super. Lahko greste domov, pa to čim bolj vadite. Mi, ko smo pa naredili to vrstne motnje, pogledali različne odzive in tako naprej, smo pa ugotovili, tale zelena elipsa tukaj so zdravi ljudje in potem teli trikotniki, ena polovica teh trikotnikov pride tam, ko so zdravi ljudje, ena polovica gre pa ven. Kar pomeni, da od vseh teh ljudi, 60, ki smo testirali, jih je 30 precej dobrih kandidatov za padec v naslednjem tednu, mesecu ali kakorkoli. Potem pa taka naprava se da pa uporabljati, tudi tukaj imamo enega pacienta po možganski kapi, ki je hodil k nam dol in je, torej tisto, kar sem na začetku povedal, neko okolje, ki je zanimivo. To je neko okolje navidezne resničnosti, človeku kažemo pozicijo njegove medenice, potem pa on hodi po različnih, to je nek otok, različne stvari se tu dogajajo in vsake toliko se zgodi neka motnja, naprava sune in tak trening ravnotežja se pokaže kot precej učinkovita stvar. Tako. To tukaj je pa ena študija na enem gospodu, ki so ga odpustili, ampak so rekli, mi smo takrat ravno te zadeve razvili do te mere, da smo bili pripravljeni za testiranje na pacientih in so gospodu rekli, ok, bi vi bili pripravljeni prijeti, pa vaditi. No in potem je gospod prišel in na začetku, če gledamo te krivulje tako kot prej, vidimo, da, torej, ali pa če pogledamo najprej kontrolo zdravega človeka, ko pride taka motnja, o kateri sem govoril prej, zdrav človek brez težav to na en takle način. To se pravi, ta rdeča krivulja kaže odziv po motnji. Recimo, en pacient naredi nekaj tazga, se pravi, to ni tako dobro. In po 30 seansah, se pravi, človek, ki je 30krat prišel dol k nam, vadil je pol ure na dan, vsak dan je naredil recimo tam med 300 in 400 koraki, po 30 seansah je še zmeraj takole hodil. Še vedno. Pa smo rekli, a bi vi bil pripravljen še 30krat prijeti, rekel, sem pripravljen. Po še 30 se je pa začel počasi tisto, se pravi, to je, zdaj podpira pa to. Vsak človek je glede rehabilitacije pa tega njegove kapacitete, plastičnosti možganov, če hočete, zgodba zase. Nekdo bo zelo hitro začel okrevati, nekdo bo rabil 60 seans, nekomu pa lahko naredite 6000 seans, pa bo ostal takole. Tega enostavno ne vemo. Seveda so študije, ki se ukvarjajo samo s tem. To se pravi, gleda se z raznimi slikovnimi tehnologijami, kaj se dogaja v možganih in tako naprej. No, potem, torej, mogoče grem nazaj, preden ti pokažem. In glede na to, da smo mi inženirji v kliničnem okolju, mi ne delamo stvari kar tako, da bi rekli, ok, zdaj smo to naredili, super je to, Mi vedno se lotimo razvoja tako, da rečemo, ok, a je to smiselno, a se to da patentirati, a se da to ponuditi kakšnemu podjetju, ki se s tem ukvarja. In smo šli do podjetja in smo rekli, lejte, tole imamo rezultate, super je, to deluje. A ste vi pripravljeni to prevzeti, pa razviti produkt, pa dati na trg? In odgovor je bil, to je super, krasen, pa so prišli, so pogledali, so probali in odgovor je bil ne. Zelo jasen, kratek. In zakaj? Seveda,
če je to nas stalo 50 tisoč za narediti, potem bo to stalo 250 tisoč kot. Too complicated. Ne? In pa smo mi rekli, ker ne odnehamo tako kmalu, takoj ne vržemo puške v koruzo, smo rekli, ok, ampak v resnici, a mi pravzaprav rabimo haptično napravo. A to more tako blazno slediti ves čas natančno, pa tako naprej, ne? In smo prišli na idejo, smo rekli, ok, kaj mi v resnici delamo s temi motnjami? Mi v resnici samo v nekem trenutku, v enem zelo kratkem času tega cikla hoje, en del energije dovedemo, sprostimo v ta sunk, ali pa v ta potek, vseeno. In pa smo rekli, ok, kaj če bi mi namesto tega servomotorja, ki stane, 3000, 4000, en Bekhoffov ali kakorkoli, če ga okoli že, kaj če vzamemo en motorček, ki stane 50 $, pa se sam vrti, pa ta motorček poganja en ustrajnik, en flywheel, ne? Pa potem vzamemo še eno sklopko mehansko, pa ta zadeva se med tem časom, torej pol cikla hoje se ta zadeva pospešuje, ta ustrajnik, polka pa tisti trenutek, ki pa potrebujemo to energijo, takrat pa z mehansko sklopko sklopimo to gibanje z medenico človeka, ne? In potem se ta kinetična rotacijska energija prenese v kinetično translacijsko energijo, ki potisne človeka, ne? In smo bili blazno veseli in zadovoljni in smo ta prototip naredili. In evo, zdaj tukaj vidite našega Matjaža, tu so te lušni 4 moduli, čist mečkeni, kakor vidite, taki prav idealni za v kliniko, in smo ugotovili, da na ta način lahko precej dobre perturbacije naredimo. No in potem smo kontaktirali podjetje, smo rekli, zdaj imamo nekaj čist drugega, ne. Smo pokazali, odgovor je bil, še vedno ne. To sem prej seveda se mečkam šalil, ne. Taka reč, to je veliko prevelika stvar, to je ena reč, druga stvar. Zdaj tukaj ni bil toliko problema, ne. Dobro, ena reč je to, da je to malo prevelik pa preneroden, ampak druga reč je pa to, da to v resnici niti ni toliko zelo poenostavljeno od unga prej, zato ker tu se pojavijo pa neke druge težave tehnične, ne. Ok, no, pa smo pa rekli, temu zdaj pravimo pacer, mimogrede, ne. Ta pacer je pa Passive Active Cable Robot. No, pa smo pa rekli, ok, ampak v resnici, ne, zakaj bi pa sploh morali ta flywheel vrteti? Sej, če vzamemo mogoče za odtenek močnejši motor, pa se lahko na en način, ne, to, ker zakaj tukaj v resnici gre, ne? Tukaj je glavni problem ta, da kakršnega robota vi date na medenico, ta more takrat, ko ni motnje, ali pa ko ne želimo izvajanja motnje, mora biti zelo transparenten. Se pravi, sila, ki jo človek čuti, mora biti zelo majhna. In pa smo pa rekli, ok, pa dajmo ene take levilce, tukaj je ena takale kabel, tetiva, ki gre skozi te vilce in kadar ne rabimo tega sunka sile, je tukaj tole na eno tako zelo šibko vzmet pritrjeno in človek hodi in sploh ne čuti. Takrat, ko pa rabimo, takrat pa ta motor zavrti, te vilice zagrabijo, ta kabel ga obrne naokrog in delamo razne stvari lahko, ne. Torej tukaj zdaj, ne samo, da smo mi zadevo poenostavili, ampak smo celo razširili področje uporabe. In zdaj razne stvari, ki jih sicer terapeuti delajo, recimo swing resistance, swing assistance, kakorkoli. To je zdaj ena taka modularna reč, če vidite, to je pa res čist mečkana zadeva, pa je lahko še manjša, ne. In zdaj je samo stvar tega, na kakšen način se ta modul uporabi. Se pravi, z tehničnega vidika smo zadevo precej poenostavili, z kliničnega vidika smo pa nabor terapij znatno povečali. Torej, vse to, kar vam zdaj tukaj kažem, v principu z unimi napravami sploh ni bilo možno, unimi prejšnjimi. Zdaj, ta najbolj enostavna reč omogoča to. Zdaj šele tule pridemo, ne, po ene 5, 6 aplikaciji na tisto, kar smo na začetku imeli, pa s čemer smo začeli. No in kakor pravijo na TopShopu, to še ni vse, ne? A ne? Tako rečejo na TopShopu. Tukaj se takle modul da uporabiti recimo
za emulacijo zdrsa, naprimer na tekočem traku. To se pravi, človek hodi in v nekem trenutku na en podoben način emuliramo zdrs. Seveda nas čakajo še študije, da pokažemo, da je to res ima učink, pa da potem pri takem pravem zdrsu človek lahko ustrezno reagira. Pa poleg zdrsa lahko pa tudi izvajamo tič. Tudi spotik. Človek hodi, naprava ga kaj dosti ne moti, v nekem trenutku zaustavimo to gibanje, tudi podobno, da si spotaknil neko kam. Vse sem videl. Ja, torej, evolucija. In zdaj 103. smo spet šli do podjetja, smo rekli, zdaj imamo pa to. In zdaj je bil podgovor, ja, to nas pa zanima. To nas pa zanima. To nas pa zanima zato, ker za prej ste 50.000 rabili, vi, da ste naredili za to okrog 10.000, zato ste rabili pa 1.000. Zdaj seveda, če bo to medical device, tak modul ne bo 1.000 evrov, ampak bo 5.000 evrov. Ampak 5.000 evrov v bolnišnici je nekaj, kar lahko podpiše vodja oddelka praktično. 50.000 lahko podpiše recimo direktor, 500.000 mora iti pa na Ministrstvo za zdravje, pa potem pa bi, pa ne bi, pa s kje bomo črpali, pa bomo to preračun, pa rebalans, pa tako naprej. To se pravi, in tu je zdaj za vse je win-win situacija. Podjetje pravi tako, razvoj tega bo mogoče stal 1 milijon ali pa 2 milijona, ampak zato smo precej prepričani, da se bo povrnil. Zato ker uporaba enega tazga enostavnega modula je enostavna za terapevte, zelo velik, razne načini uporabe so, pa praktično vsako bolnici lahko podpiše nakup tega. Zdaj malo namerno pretiravam, ker vas hočem malo, tako. No, zdaj za konc, pa balance trainer, to je pa nekaj, kar je že bilo, to se pravi, to, kar sem zdaj govoril, je nekaj, kar bo, rečemo v naslednjih 2 letih bo to produkt in hopefully, bo toliko uspešen kot ta. To je pa ena naprava, ki se je začela z mojim doktoratom in želeli smo pač med stojo določene stvari zmeriti, testirati in tako naprej, sem pa se izkazal, da upajmo, da bo to zdržalo do konca, še teh par klikov. Torej, začel se je tule, leta 96. Naprava, taka enostavna inženirska, hidravlični motor, nek skrbilnik hidravlični, nekje tam, vidite, ki je skrite ena taka velika hidravlična črpalka, pa tako naprej, Pa smo pol to še bolj zakomplicirali, pa več stopenj prostosti dali in tako naprej. Ampak pa se je izkazalo, ko smo skozi doktorat, ko sem to delal, smo videli, da v resnici ta zadeva, kolikor je super za izvabljati odzive, pa meritve delati, je pa še toliko fajn, ker ljudje nekako pravijo, da je pa v redu trenirati s tem. No in potem smo skozi pač nekaj iteracij prišli, da smo to hidravliko nekako opustili in tako na koncu smo prišli, to je recimo bil nek dizajn prvega produkta. Tukaj not sta 2 vzmeti, efektivna dolžina se spreminja enostavno en tak obroček, ki je 2 taka krofa, ki ima ta luknjo od znotri, premikate gor in dol in lahko nastavite različen nivo podpore. No in tole tu je pa trenutni produkt, ki zdaj, če pogledamo, 96, 24, 30 let je vmes minil. Ta zadeva je, torej, seveda zdaj povezana z različnimi, to je čist pasivna naprava, nobenega motorja, nobenega krmilnika, povezana je, tam je, tule je nek senzor nagiba, ki meri nagib naprej, nazaj, levo, desno, to je povezano z nekimi nalogami v nekem, da rečemo, enostavnem navideznem okolju. In spet, torej, od nekaj kompliciranega do nekaj hudo enostavnega in zdaj tukaj, to je in a nutshell, ta zgodba, se pravi, od 96. recimo do 2003 je bilo to lansiran prvič na trg. Zelo pomemben je to, da patenti v resnici so bili podeljeni šele kasneje,
Se pravi, če vi hočete to razvijati, tako da rečete, bomo patentirali, pa bomo čakali na patent, pa to lahko pozabite. Ne? No in potem ta prodaja je šla tako, eksponentno, ampak če rečem eksponentno, je tle relevanten samo ta prvi del eksponentne krivulje, zelo počasen. Se pravi, trajalo je kar nekaj let. No, ampak zdaj recimo, se pa to prodaja recimo v številkah, 500 na leto in to je nekako zdaj integral. Recimo, če to integriramo 2003 do tu, okrog 6000 naprav, nekaj ima podjetje od tega, nekaj imajo pa tudi pacienti od tega. Tako, no in zdaj, če to jaz majčkeno zaokrožam vse skupaj, zdaj izbral sem namenoma samo ta dva primera, imamo različne zadeve, ki jih razvijamo, ki podobno filozofijo, ki sledijo podobni filozofiji, ampak nekako se je treba omejiti v teh 45 minutah. Torej, subtractive design approach, oziroma manj je več. Kaj se je treba vprašati? Ali ta rešitev, ki jo mi razvijamo, a jo v resnici moramo razviti za vse ljudi, za vse različne možne pacijente, različne načine uporabe in tako naprej. Se pravi, one size fits all solution pitfall. Če mi hočemo to narediti, lahko zelo hitro se ustavimo. Druga stvar, to je bilo eksplicitno narejeno za eksoskelete, zato so tako vprašanja. Ali v resnici ta zadeva mora biti nosljiva? Danes je zelo modern, da če rečemo, ne bomo pomagali, pa mora biti nosljivo. Pa ni nujno, da je nosljivo. Odvisno od svede, kaj želimo narediti. Potem, a mora biti antropomorfno? A mora biti podobno dejansko človekovemu gibalnemu aparatu? Ker če ni potrebno, lahko to pomeni, da se da kaj poenostaviti. Pol sploh vprašanje, a je to sploh mora biti robot, recimo za nas robotike. Recimo balance trainer ni robot. Pacer bi tudi težko rekel, da je robot, čeprav je iz robota išlo. A rabi energijo, pa a mora biti zadeva inteligentna. To je sploh ne. Danes je artificial intelligence, to je holy grail. Vi, če hočete danes evropski projekt dobiti, brez umetne inteligence se ne da, ni možno. To mora biti inteligentno in to umetno. Lahko je naravno inteligentno, pa je glih tako dober, ali pa je sploh neumno, to je še boljš lahko. Sej, pri nas recimo imamo človeka, ki čeprav ima poškodbe možgan, je še zmeraj inteligentnejši od večine, bi rekel, teh umetnih zadev. Tako, če perspektive pogledamo, kljub temu, da smo rekli 30 let rehabilitacijska robotika je v resnici zelo mlado področje. In zdaj, če rečemo, prvi rehabilitacijski roboti, to je tisti, standing on the shoulders of the giant. Mi lahko zdaj kritiziramo tisto, kar je bilo, ampak brez tistega ne bi bilo tudi tega, kar zdaj delamo. Tako da, broke the ice, paid the way, to clinical use. Zelo pomembno je simbiotično vodenje. Zdaj, karkoli vi date, najbolj enostavno je to, kar smo se mi, bi rekel, omejili, pa rečemo, človek je glavni, una zadeva je pa pasivna, tam nimamo nobenega problema v nekem shared control smislu. Tako da, neka minimizacija, simplifikacija tehnoloških rešitev je vedno dobra, sploh za to področje uporabe. In zdaj, kar pa je verjetno prihodnost, e-kolesa so se že dobro uveljavila, to se zelo dobro uporablja. Samsung recimo je razvil ene take module, ki so v resnici servomotorje, pa ni razvil za rehabilitacijo, pa starejše, ampak za fitness. Ampak tudi to je v redu, da iz tle izide nekaj pametnega potem. In nekako oni so že toliko blizu, da recimo lahko ene tako modulčke, ki so nosljivi, ki se dajo celo pod hlače, nekako cilja na vrednost ta trenutek je okrog 5000 evrov. Zdaj, če se spomnite mobilnih telefonov prvih, unih analognih, ki je bila slušalka, pa zraven ena taka kišta, pa je človek to nosil s sabo, je bila tudi cena nekaj tazga. Tako da, ko bo enkrat to postalo mainstream tehnologija, takrat bojo te zadeve veliko bolj dostopne tudi
našim uporabnikom. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Matjačič, za čudovito predavanje. Predvsem občinstvo je lahko dobilo občutek, koliko časa traja od neke zamisli, ki jo potem realiziramo z nekim zelo kompleksnim sistemom, ki izpolni vse naše želje, vse ideje, ki smo jih imeli, potem se pa izkaže, da so potrebne poenostavitve. In tudi to nekako traja in doseže svoj proces, mogoče šele v 30, 40, 50, 100 iteracij. Takole se zahvaljujem tudi vam in upam, da se vam je porodilo kakšno vprašanje. Najbrž se je, ampak vedno je tisto prvo vprašanje problem, ne? Izvoli. Jaz bi se pa dotaknil zadnje točke, ki smo jo omenili, in sicer v bistvu vsa glavna poanta rehabilitacije je, da se učijo možgani, v bistvu, oziroma da se obnovijo celice z določenimi stvarmi, v bistvu kinematičnimi, bom rekel, vajami, ne? Kaj pa primer, ko so telesne hibe, recimo na stara leta, ko so možgani še vedno taki, kot so bili, ni pa več dobrih sklepov, v bistvu kolki so šli, kolena so šla, kako pa eksoskeletoni za te namene? To bi bilo recimo za starejše ljudi, ne? Zelo dobro vprašanje, ne? Pravzaprav je že odgovor skrit v tem vprašanju. To pa pomeni, kolki so šli, kolena so šla, zdaj lahko je titan nadomesti to, ampak še vedno, ne, problem staranja je mišična oslabelost in to pač neminovno, ne, vodi do čedalje pač zmanjšano funkcionalnost, ne. In zdaj tu, ne, to, kar sem se na koncu rekel, tu v resnici, ne, bojo, še nismo toliko daleč, ampak tu bojo te avtonomni eksoskeleti, ki bojo lahko, recimo, ne vem, koleno ali pa obe koleni, recimo, da je to glavni problem pri uporabniku, bosta tu dva modula, ki bosta dodajala potreben navor v tistem kritičnem delu ali hoje po stopnicah ali kakorkoli, ne. Ampak zato, ne, potrebujemo najprej en minimiziran aktuator in sistem vodenja, pa ne, to simbiotično vodenje, ne. Zdaj, zelo veliko področje na področju vodenja je tako imenovan human in the loop optimization. A ne, taka naprava potem recimo, pa sploh, zdaj dan današnji, je pa to povezano z zelo naprednimi sistemi simulacij. Se pravi, imamo nek model človeka, recimo v nekem orodju, kot je OpenSim. Ta model se nafita zdaj, da hodi tako kot recimo nek pacient. Pacienta se zmeri, ali pa starostnika. Se zmeri, se pogleda, kje so deficiti, potem se pa namesto, da bi se človek pa mašina učila med hojo, uporabnik torej, ne, se ta digital twin uporabnik pa mašina oziroma ne, delata te milijone iteracij in pol na koncu, ko damo, ali pa ko bojo dali človeku to gor, ta kontrola ne bo štartu z nule, ne. Ampak bo že precej dobro vedel, kakšen način pomoči ta človek potrebuje, ne. To je, bi rekel, zdaj ta mogoče glavno področje, ne, glavno razvojno raziskovalno področje na tem ožjem področju eksoskeletov, ne. Ampak to je pa seveda spet povezan s tem, ne, da bomo dosegli nek preboj, da bo to tehnologija za vse, ne. Ampak, kakor zahodna družba, ne, pa dobro, ne sem zahodna pa predvsem, pa gre zelo, da bo tle zelo veliko uporabnikov, nažalost, ne. Ampak za nas, ki se s tem radi igramo, je to luštno, ne. Imate še kakšno vprašanje? Izvolite. Hvala za prezentacijo. Eno vprašanje iz vidika trajnosti. Kakšna je življenjska doba enega takega robota za rehabilitacijo in kaj se zgodi, ko se ta življenjska doba konča, se materiali uporabljajo za
ne vem, za novega robota, je kaj se da reciklirati, pa kako se to uredi, ko konča robot svoje delo? To je dobro vprašanje, ne? O tem mi ne razmišljamo, tako vsaj na prvo, ne? Se pravi, mi to razvijamo. Zdaj, to je mogoče bolj vprašanje za proizvajalce, ne? Ampak mislim, da glede same tehnologije, tehnologija ni nič drugačna kot kakršnakoli druga tehnologija, ne? Ravno tako so tu baterije, ravno tako so tu motorji, ne? Mogoče je to še najbolj podobno zdaj električnim vozilom, ne? Tako kot je tu urejeno ali pa kakor bo tu urejeno, na podoben način se to da urediti. Zdaj pa dobro vprašanje, na katerega pa ne vem odgovora, pa me zanima, pa se bom o tem pozanimal, ne, je, kaj v resnici mi naredimo s temi napravami, ko odslužijo. Ne? Dobro vprašanje. Ampak zagotovo jih ne grejo, mislim, jaz si mislim, da glede na to, da surovin je čedalje manj, se vse reciklira danes. A imate še kakšno vprašanje? Potem bi pa jaz vprašal za konec. Imamo eksoskelete, ki jih uporablja vojska za namene, ki so seveda malo drugačni, tako da nosijo lahko vojaki 25-30 kg, tečejo z veliko hitrostjo in tako naprej. Kakšen komentar na tiste naprave oziroma kakšna je podobnost sporednice stališča inženiringa, recimo vodenja? Jaz vedno rad rečem na to, da ga ni razvoja, pa ni tehnološkega napredka, ki ga ne bi vojska znala izkoristiti. To je neverjetno. Človek bi rekel, evo rehabilitacijo delamo, pa kaj lahko le ofenzivnega, recimo, mi si zamislimo. Ne? Ampak točno to, ne? Torej, eksoskeleti so tudi taki, ki so performance enhancerji, ne? To se pravi, mi tu zdaj nekaj mečkega dodajamo, ne? Recimo vojaški eksoskeleti so pa eksoskeleti, ki praktično ne omogočajo vojakom, da postanejo supermeni. Ne? Mislim, temu se ne da izogniti. Ljudje smo pač obsojeni na to, da se hočemo neusmiljeno pobiti. Ne? In zdaj, včasih smo to delali s kamni, ne? Zdaj pa pač, ne. Ne vem, kdo je pametno rekel, da je bil Einstein spet ali nekdo drug, je rekel, druga svetovna, tretja, vem, kjera bo četrta, ne. Četrta bo spet s kamni, ne, tako. Ja, hvala lepa. Naš ameriški kolega je rekel, da še dobro, da smo imeli v 20. stoletju toliko spopadov, da je medicina lahko zelo napredovala. No, tudi to, ja. Ja, zahvaljujem se še občinstvu za pozornost. Profesor Matjačiču še enkrat zaploskajmo. Jaz vas pa vabim na krajško zakusko v preddverje dvorca Lantieri. Hvala lepa.